Ali poleti po kosilu opraviti špansko siesto ali raje ne? Kako se zaščititi pred opeklinami? In če si predstavljate, da ste sredi 40 stopinj v Indiji, zakaj bi vam tam ajurvedski zdravnik raje priporočal jesti na pol stopljen sladoled? Vse to in še več stvari se bomo dotaknili danes z Urško Videmšek, svetovalko za zdravo življenje. In Urška, v bistvu čas, ki zdaj prehaja, poletni čas, je po tradicionalni kitajski medicini to je čas srca. Po ajurvedi je to čas pita doše tega ognja, v bistvu v nas. In v bistvu nekaj časa nazaj smo sicer že govorili, v parih oddajah že, veliko o poletju in kako se prehranjevati zdravo poleti in tako naprej. A bi nam lahko v parih besedah ali pa parih stavkih v bistvu strnila danes za naše gledalce neka priporočila za recimo tak zdrav podporen način življenja poleti in za hrano, ki nas najbolj podpre? Pozdravljena. Poletje je res čas vročih dni, dolgih dnevov, kratkih noči, in poleti nam je vsem rado vroče. Največji problem poleti je, da se vsi želimo ohladiti od zunaj, vsi bi jedli sladoled, vodo z ledom, potem bi jedli vse, kar je hladnega, direkt iz hladilnika, in to je v bistvu največja napaka, ki jo lahko naredimo. Mi se moramo hladiti od znotraj navzven. To se pravi, mi moramo najprej organizem od znotraj ohladiti, šele takrat se bomo mi tudi bolj počutili, bom tako rekla, bolj hladne, tudi ne bomo toliko dovzetni na vso to vročino, ki je zunaj. Če pa naredimo ravno obratno, to se pravi, da mi pijemo vodo z ledom oziroma jemo ledeno hrano, se zgodi to, da ko mi to hrano ali pa pijačo zaužijemo, telo potrebuje dodatno energijo, da jo segreje na temperaturo telesa, to se pravi tam med 38 in 41 stopinj. In kadar telo potrebuje energijo, to pomeni, da se telo še dodatno greje. Čeprav tisti trenutek, ko mi spijemo tisto mrzlo vodo, se nam zdi, kako super nam paše, kako smo se lepo ohladili, mi pravzaprav telo grejemo. In v bistvu s tem, ko mi telo grejemo, je velik problem v tem, ker se potem tudi znotraj telesa začnejo lahko procesi gretja, kri se začne zgoščevati, začne se problem z ožiljem, z srcem in tako naprej. In zaradi tega je zelo pomembno, da mi se res hladimo od znotraj navzven. Kar pomeni, da res tako v Indiji priporoča na pol stopljeni sladoled, tudi mi priporočamo, da se uživajo hrana sobne temperature, da so v bistvu tekočine, ki jih uživamo, da so sobne temperature. Zaradi tega, ker takrat ne greje te hrane, v bistvu te tekočine in se lahko res hladi od znotraj navzven. Hkrati pa tudi tukaj se priporoča tudi vsa hrana, ki nas hladi. To se pravi, torej v bistvu narediš več škode, Zdaj, če poleti ješ sladoled sredi največje vročine, No, v bistvu ogromno je teh informacij, Mi smo jih zbrali strnjeno na naši spletni strani v brezplačnem priročniku, dolg je vsaj 40 strani in je še ogromno video vsebin, tako da si lahko še tam pogledate vse detajle. Danes se bova podotaknili nekaj ključnih, najbolj informacij. V bistvu ena stvar, kar se poleti rado zgodi, ker je to čas organa srca, je res fajn krepiti energijo srca. In pogosto, kad se zgodi, da ravno v tem času, če nismo dobro skrbeli za to naše ljubo srce, da ravno takrat tudi pride do kakšnih, disharmonij ali pa bolezni srca in podobno. V bistvu, če nameniva par besed v bistvu kapi, preprečevanju te srčne kapi, kaj bi ti tukaj hotela izpostaviti, recimo, za naše gledalce? Prvo kot prvo, kot sem že omenila, hrana naj bo sobne temperature, v bistvu tudi vsa tekočina naj bo sobne temperature. Kakšno povezavo ima to srce, recimo ta hrana na sobni temperaturi? Povezava je ta, kadar mi uživamo hladno, telo rabi energijo, da to se greje na telesno delovno temperaturo. S tem, ko se telo greje, pomeni tudi to, da se začne kri zgoščevati, kar potem posledično pomeni premalo kisika po celotnem telesu, možnost nastanka težav z ožiljem, krvnih strdkov, potem posledično tudi težave z srcem. In tukaj je ta trik, zakaj je pomembno, da jemo sobno temperaturo, in tudi, da v bistvu, da se ne hladimo od zunaj navzven. To se pravi, da kadar smo razgreti, ne skočimo v ledeno vodo.
Da ne skočimo, ne vem, v ledeno mrzlo morje, čeprav ni tako mrzlo, ampak glede na našo notranjo temperaturo, glede na to, da smo mi pregreti, da res že kar gorimo od oznoter navzven, je to šok za telo. Razumem. In v bistvu, kar si prej omenila, da poženemo kisik po naši krvi, kaj bi recimo priporočala, kakšno hrano od hrane, recimo do kakšnih dopolnil, kaj je tisto, kar nam lahko res pomaga pri tem, da dvignemo ta raven kisika? Raven kisika, v bistvu tukaj je najboljši klorofil. Klorofil je tisti, ki nosi kisik v telo, in tudi pomaga, da se v bistvu ves ta kisik transportira po celotnem telesu, da pride res do vsake celice, do vsakega organa, ki nujno potrebuje kisik. Tu imamo v bistvu par stvari, povezanih s tem klorofilom, v bistvu res iz naše domače lekarne. Ja, tole je že kar nujna domača lekarna preko poletja, eko zelenje. Jaz bi temu v bistvu tole vzamemo na dopust, najboljše vzeti seboj, ker vemo, na dopustu jemo bolj razpuščeno, nismo toliko pozorni, kaj uživamo, ker si na dopustu vsi radi privoščimo kakšno pregreho, in je tole super zadeva za dopustni 4 dni. Pa jo v bistvu zmešaš z vodo, tako da bi v bistvu en čaj imel, mešanico zeliščkih, v bistvu zmešaš z vodo na sobni temperaturi in spiješ. Točno, lahko tudi vmešaš si, ne vem, v smuti, v karkoli praktično. Najlažje je sicer res z vodo, zmešaš, spiješ, takega prijetnega okusa je, otroci imajo to tudi zelo radi, tako da za vse, za odrasle in za otroke bi jaz tole kar vsem priporočala. Super je pa tudi preko poletja, ker nekako tudi zaradi vse te temperature, ki je, ne čutimo lakote, vseeno je pa fino kaj pojesti, in tole je super nadomestek za kakšno malico, ko vseeno bi mečken bi nekaj prigriznal, pa ne bi, in je tole super, da si pripravimo za kakšno maličko in tudi s tem bomo poskrbeli za zadostno količino klorofila in pa seveda tudi kisika v telesu. Pa recimo, kaj pa od mineralov? Ker verjetno veliko se tudi potimo, že s tem zgubljamo ogromno dragocenih mineralov v telesu, pa da se lahko res hidriramo kvalitetno. Kaj pa od mineralov, recimo, tukaj imava? Ja, res je, poletje je čas močnega potenja, in s tem tudi izgubljamo zelo veliko prepotrebnih mineralov. Kaj verjetno ne ve veliko ljudi, da dejansko v bistvu s potenjem zgubiš, tudi ogromno dragocenih. Marsikaj preko kože se spotimo, in tukaj izgubimo. Poleg tega poleti tudi znamo preko lulanja, po domače povedano, tudi tukaj izgubljamo minerale. Magnezij je verjetno od teh najbolj ključen. Magnezij je najbolj ključen. Zdaj, glede na to, da moške največ prizadene, srčna kap, predvidevam, da pol tudi za moške vnos magnezija poleti pa sploh pomemben. Za moške sploh, ker pomaga, da se sprosti, ne samo živčevje, tudi sprosti se žilni sistem, pomaga, hkrati magnezij tudi pomaga preprečevati srčne kapi, tako da moški absolutno bi jim priporočala tele mineralne kapljice. Kako pa jih dozirati v bistvu te kapljice? V bistvu to je zelo preprosto doziranje, nakapljamo 10 kapljic, bom tako rekla, v vodo, in potem smečke lahko zmešamo ali pa tudi ne, pa takoj spijemo. Mogoče nekomu ne bo všeč, ker je res takega zelo zemeljskega okusa, ampak nič hudega, tudi na to se navadimo. Lahko tudi dodamo, če nas toliko zmoti ta okus, damo pač več vode in to spijemo. In s tem bomo res zadostili vse dnevne potrebe po vseh teh mineralih, ki jih praktično mi z potenjem spiramo, in s tem jih bomo vse nazaj nadomestili. Pa še pit, pa še enkrat pit tekočina, da ne bo kakšna dehidracija se še dodatno pojavila zraven. Tekočina na sobni temperaturi, ne? Točno. Zdaj, eno smo se dotaknili, da je v bistvu kap nekaj, kar nas lahko doleti poleti, ne? So pa še pol druge stvari, ne? Imamo tudi kakšne opekline, potem tudi vnetje mehurja se pri ženskah pogosto zgodi, recimo s temi mokrimi kopalkami, ki jih ne menjamo recimo redno, ali pa zastrupitve s hrano, ko greš nekam, pa zamenjaš, tudi zaprtje ob kakšni mogoče celo hitri prehrani, spremembi okolja in tako naprej. Kaj je še tisto, kar bi res rekla, da je pomembno imeti v svoji domači lekarni, recimo poleti? Ja, poletje je res en tak čas, ko nas vse zanima, da se malo nasmejiva. Je pa res, super je, da poletje, bom da rekla, najboljše je, da poskrbimo najprej za črevesje. Tako da tukaj bi rekla kvalitetni biotiki, da smo pridni z njimi. Sploh so super na raznih potovanjih, na počitnicah, da jih imamo vedno s seboj, s tem si bomo tudi preprečili en kup teh težav z črevesjem, bomo preprečili. Hkrati je pa tudi fino, da vsi tisti, ki imajo kakršnekoli težave z alergijami na sonce.
je super, da naredijo kuro z biotiki že pred odhodom na dopust. To se pravi, najboljše je že kar, da v spomladanskem času začnejo z samo kuro, z samo pripravo črevesja, ne, in potem z biotiki tudi kar nadaljujejo preko celotnega dopusta. Ne. S tem bomo poskrbeli za naše črevesje, ne vemo pa, da črevesje je glavno v vseh odzivih, ki se dogajajo v imunskem sistemu. To bi bilo pa, veš, da dejansko za mene, ker jaz pogostokrat poleti na soncu pigment zgubljam na koži. In sem to zdravnico se pogovarjala, da je v bistvu lahko verjetno res črevesjem povezano. Ne? Ja, tako da bi mogla v bistvu že spomladi začeti jemati, recimo probiotike. Tukaj imamo prav na naši spletni trgovini, so noter tudi prebiotiki. Ja, to so prebiotiki z biotiki, pa še prebavni encimi so zraven dodani. Teda tole je super zadeva. Tudi zate. Ja, tudi kakšna napihnjena prebava. Ja, vse, kar je povezano z prebavo, se s tem lahko reši. Sam je pa res, takrat je ko so že težave, to je treba že prej preventivno, boljše preventiva kot pa kurativa. Teda, tukaj jaz sem priporočam, začnimo že v spomladi, v spomladanskih mesecih in se tega tudi držimo na dopustu. Vem, da poletje, dopusti, to je čas pregreh, ampak vseeno, tole je ena stvar, ko je res super, da jo imamo kar vsak dan. Pa da tudi v bistvu lepo minejo ti dopusti, da ni toliko nadležno, da imaš potem probleme ali z zaprtjem, ali z drisko in z ne vem s čim. Ampak verjetno je vseeno fajn, če te tudi doleti, kar naenkrat, da imaš probleme s prebavo, da pol pač takrat začneš konec koncev. Ja, v bistvu takrat že, mogoče, če smo že pri zaprtju, je boljše, da vzamemo potem zeliščne kapsule. Tele zelo lepo pomagajo za odvajanje blata, vzamemo jih zjutraj pa zvečer in tole zelo hitro deluje, zaradi tega, ker so to čist naravne zeliščne kapsule in vemo, da zelišča imajo magično moč. Pomembno je pa tukaj samo, da pijemo dovolj tekočine. To ne samo, da vzamemo tole kapsulo in pozabimo na pitje, nujno je, da pijemo dovolj tekočine, da se res lahko črevo počisti. Teda to vzamemo takrat, ko je pa že res problem z zaprtjem. Mislim, verjetno je fajn vzeti zvečer, da potem lahko res zjutraj gremo na WC in odpravimo. Ja, super je zvečer, da se vzame, zaradi tega, ker pač razstrupljanje poteka preko noči in zjutraj pač, da mi odvajamo blato, zaradi tega je tole se zvečer vzame, po potrebi pa vzamemo potem tudi zjutraj. Ok, tukaj imamo v bistvu še demanozo, ker smo že v vnetih mehurja govorili, kar zna nas ženske bolj pestiti. Res je. Poletje, mokre kopalke, mokro spodnje perilo. Problem je res pri nas vnetje sečil, ne samo mehurja, ampak nasplošno tudi sečnih poti, tudi ledvičke se lahko vnamejo. In tole je prva pomoč pri vseh teh vnetih. Če že sam začutimo, da nas mečken draži, malo ščemi, jaz bi kar vsem priporočala, da začnemo tole takoj uživati. Seveda je nujno potrebno, da pijemo dovolj tekočine, da zaradi tega, ker vsi ti povzročitelji vneti, da jih mi speremo iz naših sečil, sploh Escherichia coli je tukaj najbolj znana. Demanoza ima pa to funkcijo, da enostavno deluje kot eno lepilo oziroma kot en tak magnetek za to Escherichia coli, da se enostavno prime na njo in potem jo mi polulamo iz telesa in s tem tudi potem je manj težav oziroma pozdravimo naše vnetje. In recimo, če imam jaz zdaj vnetje mehurja, pa to vzamem, čez koliko časa lahko pričakujem? Recimo rezultate, izboljšanje, olajšanje? V bistvu, če vzamemo demanozo, v tistem momentu, ko začutiš, da nekaj ne štima, so učinki zelo hitri. To se pravi, ti že lahko po nekaj urah začutiš olajšanje, olajšanje, res izboljšanje, pod pogojem seveda, da pijemo dovolj tekočine. Če vzameš samo demanozo, pa nič pijemo zraven, si lahko naredimo več škode, kot pa koristi, za tega pit, pa še enkrat pit tukaj. Torej, da res spereš v bistvu da res bakterijo speremo, ja. Je pa taka, načeloma nekje v 3 dneh, ko jemo demanozo, tam 2 do 4 grame na dan, jo užijemo, tukaj so kapsule, da vzamemo 2 do 4 kapsule na dan. Je tako, da res nekje po 3 dneh mi umirimo vso vnetje, tudi vsa ta bolečina bo ominila. Če pa slučajno se to dlje kot 3 dni ponavlja, je pa fajn, da obiščemo zdravnika, da preverimo, da ni slučajno kaj drugega, da ni samo vnetje mehurja. Drugače pa v 3 dneh je očitno izboljšanje tudi počutja, v bistvu tudi bolečina se bo umirila.
Okay. No, v bistvu, zdaj druga stvar, kar tudi se lahko zgodi, je, da smo bili predolgo na soncu, da smo zaspali na soncu. Tudi in pol to se pride zgodi, do ja. kakšnih opeklin. Jaz zdaj, ko imam veliko melanina, na srečo nimam problemov s tem. Ampak tudi piki komarjev, kakšnih močnih insektov in podobno. Tu imamo pa pol tole našo ljubo mumijo. Res Zakaj je. takega, verjetno vsestranska. Mumija je vsestranska za te zadeve in sicer lepo pomaga blažiti vse pike insektov. Ne govorim tlele vse samo o komarjih, a ne vemo, da poleti je en kup drugih insektov še, ki nam ponagajajo. Tako da mumijo samo namažemo na te pike in bo tako izboljšanje. V bistvu, ker tudi rahlo hladi, ima tako občutek hlajenja, imamo na koži in nam tudi srbečico odnese. Hkrati tudi vse, kar je povezano z opeklinami. Samo enostavno namažemo mumijo, ne se bati, ker bomo malo črne barve, to je mumija, to je takšna, tako ena smola, črna smola je. Lepo se namažemo, pustimo in mumija pomaga koži, da se lahko regenerira, da se tudi, v bistvu, ker opeklina je poškodba kože. Mumija pomaga, da se te celice obnovijo. In jo v bistvu to v prahu, to mumijo v bistvu zmešamo z vodo. In kot eno pasto in jo v bistvu potem namažeš. Točno to. Sploh pri otrocih je super zadeva, nekaj otroci ne znajo pustiti teh pikov komarjev, bi to, ker spraskali si, pri njih je super rešitev. Samo namažemo, pa je problem rešen. Teda vse opekline, piki, vseh insektov, vsega. Prva pomoč je mumija, da jo imamo v domači lekarni. Ok, zdaj smo že kar nekaj stvari obdelali, ampak pol ostane nam še verjetno kak glavobol, se rado ponavlja, zastrupitev s hrano, pogostokrat ne paziš, pa greš nekam v neko restauracijo, pa se mimogrede to recimo zgodi. Kaj bi pa recimo tukaj si lahko pomagali tudi? Zdaj, kar se glavobola tiče, dajmo biti tukaj res pozorni, da pijemo dovolj, da ne bi prišlo do kakšne dehidracije, ker včasih se zgodi, da je glavobol tudi zaradi same dehidracije. Drugače pa pri vseh teh zastrupitvah, pri teh vnetjih, v bistvu pri nekih bolečinah v telesu, bi takole rekla, kurkumin je prva rešitev, v bistvu prva stvar, ki pomislimo na njo. Tako da tukaj kurkumin vemo, da podpre delovanje jeter, deluje protivnetno, pomaga tudi pri možganskih funkcijah, pomaga tudi tukaj v možganih protivnetno, deluje protibolečinsko, bom tako rajši rekla. In to je prva stvar, ko pomislimo, kakršnekoli glavobol, kakršnekoli bolečine, kakršne zastrupitve, teh mirne duše poletje, zaradi temperature so zelo pogoste. Tako da kurkumin vzamemo takrat in se držimo kurkumina in pa tekočine ene par dni, da res ta bolečina se umiri, da se tudi jetra lahko nazaj okrepijo. Verjetno kak izotonični napitek, zraven spit, pa kakšen sol, med, vodo zmešati. Lahko tudi kakšno kokosovo vodo, v bistvu si lahko privoščimo, ker je super kokosova voda, ker je tudi izotonična, ali pa ne vem, mogoče voda od kompotov, potem hladni te čaji, sobna temperatura, ne vroči čaj, sobna temperatura, čaji, tukaj si lahko sploh te privoščimo, ko hladijo telo, kakšna meta. Meta je zelo super, da hladi telo od kakšno eterično olje, verjetno. Točno. Tudi eterična olja so, nam pomagajo, da se majčkeno pohladimo, hkrati pa tudi pomagajo, da nas poživijo vsej tej vročini. No super, dajmo si prav pogledati grafiko, kaj je res fajn imeti v naši domači lekarni. Imamo tukaj prav poletno domačo lekarno, definitivno torej ekozelenje, res sploh za take ljudi, ki mogoče nimamo dosti časa, da si pripravimo nek kvaliteten, polnovreden zelen obrok, res poskrbi za prenos kisika po našem telesu, razkisa tudi naše telo, in s tem tudi pridobimo potem ogromno tega klorofila, ki ga poleti še sploh rabimo. Demanoza definitivno, za nas ženske, ki se nas rado poleti kakšno vnetje mehurja. Potem seveda tudi biotiki so ob tem veliko pomoč za kakšno leno prebavo, napenjanje, slabo počutje, tudi kakšna vaginalna vnetja, ki so lahko v kombinaciji z vnetjem mehurja. In potem prebavne granule so tudi nasploh pri kakšnem dolgotrajnem zaprtju, na potovanju, tiščanju v želodcu. Imamo pol tudi mineralne kapljice, concentrates, ki res so v bistvu vsebujejo popolni spektar teh ionskih mineralov. Tako da, in pa definitivno kurkumina tudi. Tudi. Ja.
Teda, to je osnova, kar je super imeti v domači poletni lekarni, ja? Ja. Torbici, ne? Na potovanjih doma, v bistvu kjerkoli naj nas to spremlja. Ne? Seveda jaz bi tukaj še omenila še sončne kreme. Te smo večkrat pozabile, ne? Sončne kreme naj bojo s temi naravnimi filtri, da ne vsebujejo te mikroplastike, parabenov in še pa vse ostale kemije. Ne? Res je, da te sončne kreme večkrat pogosteje treba nanašati na kožo, ne? Ampak vemo pa, da ne vsebujejo vse te toksinov, ne? Ki obremenjujejo nas in pa tudi posledično okolje. Ja, najlepša hvala, Urška, za vse te informacije. Naj verjamem, da vsi strmimo k preventivi, kot pa da se moramo s kurativo ukvarjati. Tako da imate vse te dragocene informacije strnjene, zbrane v našem brezplačnem e-priročniku, ki ga lahko najdete na naši spletni strani. Imate tudi QR kodo, ki jo lahko poskenirate, ne, poletje, polno radosti in zdravih užitkov. Tako da hvala in nasvidenje.